Tako, drage gledalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni znova v oddaji Splet besed. Z vami sem Lučka Zorko, in danes gostim pesnico Tonjo Jelen. Tonja, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, Lučka, in vsi ostali, ki naj jo spremljate. Tonja, kako si kaj in kaj počneš v teh pomladnih dneh? Ja, lahko rečem, da sem kar v redu, glede na čas, o katerem si nekako govorijo strani negative, skušam na neki način najti pozitivne, lepe stvari. Drugače pa trenutno se ukvarjam z pisanjem zelo zanimive kritike, malo skušam tudi pisati ene eseje, tako da to. Tako, da si vprežena v delo, tako kot je treba. Ja, se mi zdi, da če ne bi bila, bi kar na neki način pogrešala neki ritem, no, rada imam dogajanje okrog sebe, neke naloge. Torej, prebujenost, bi rekla. Prebojenost, ja, tako. Zdaj, Tonja, jaz sem te povabila oziroma izbrala za gostjo, ker si nekako nepogrešljivi del ene močne generacije mariborskih študentov, v katero spada tudi moj predprejšnji gost, pesnik Denis Škofič. Vi ste tudi tvorili pač tudi en tak literarni krog, poleg tega, da ste bili sošolci na slovenistiki, in ker si pač izdala v zadnjih nekaj letih kar dve zanimivi zbirki, si seveda slej ko prej morala priti na ta stol, tako da sem zelo vesela, da sva se končno srečali. Zdaj bom pa pač za najine poslušalce, bom pa čisto na kratko prebrala tvoj bios, se pravi delo in življenje, da malo slišijo, kaj počneš. Torej, Tonja Jelen, rojena 1988, diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Mariboru, literarna kritičarka, moderatorka literarnih dogodkov in pesnica. Je soustanoviteljica literarno-jezikoslovne revije Liter jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, leta 2012 pa je imela samostojno predavanje na festivalu romanov Čon. Leta 2014 je izvedla predavanje na Primorskih slovenističnih dnevih, 2 leti pozneje pa na humanističnem srečanju v Novi Gorici, oboje pa s področja slovenskega leposlovja. Piše eseje, strokovne članke s področja literature, spremne besede k leposlovnim delom in literarne kritike za različne medije. Leta 2016 je pri založbi Litera izšel pesniški prvenec Pobalinka, leta 2018 je pri mariborski založbi Kulturni center izšel zbornik Rokerji pojejo pesnike, pri katerem je bila urednica za literarni del. Potem druga pesniška zbirka je pa Greva ostajava, saj sva. Kulturni center Maribor, ta je pa izšla lansko leto. Zamislila si je tudi fanzin Literarna krpanka, ki je izšel tudi kot istoimenski zbornik, ki ga je tudi uredila. Kot ožji del uredniškega odbora pa sodeluje tudi z revijo Spirala, bila je urednica za poezijo pri Ars Litera. Potem leta 2015, 2019 in 2020 se je po mnenju žirije uvrstilo v finale pesniškega turnirja, potem pesmi objavlja v različnih leposlovnih revijah in na spletnih portalih, med drugim je bila 2016 njena poezija uvrščena v rokopise in leta 2019 v antologijo Slišiš goreti sonce. Nekaj njenih pesmi pa je prevedenih v različne jezike, 2 pa sta tudi uglasbeni. Potem vodi tudi literarne pogovore, od leta 2017 tudi pri projektu Literarni zdajtrk v Kibli v sodelovanju z XOP v Mariboru, med 2011 in 2012 pa je vodila in urejala literarno oddajo Anima Lit na Radiu Marš. Ima pa tudi status samozaposlene v kulturi. Tako da, Tonja, vidim, da si zelo aktivna in da pač vodiš sama neke reči, tako kot jaz, tako da me veseli, da sva zdaj zamenjali malo vloge. No, Tonja, zdaj najprej se bomo posvetili tvojemu prvencu, Pobalinki, in pač zdaj za nek uvod v najin pogovor, pa te lepo prosim, če nam iz te Pobalinke prebereš nekaj svojih pesmi. Najlepša hvala. Mrak. V tebi že dolgo domuje zima.
Le redko se skorja blešči v soncu, da omehča otrdele in zakrpane misli. V tebi se igra črna podgana, ki razjeda zametke želja in požira obljube. Sredi izbočenih korenin so poteptali tvoje besede in vate vtaknili dobro naučen traktat. Kuna. Los hodi ponosno svojim tropom. Njegova dlaka se blešči v soncu in odseva v mrzli tundri. Kje je svoboda, se vpraša, ko mu v rezervatu pripravljajo hrano. Ura je 11. Skrbniki so si vzeli prosto. Na drevesu vanj meri rosomah. Zvito se uvije veje in preži. Kot metek se mu izstrelil bogat kožuh. Tolsto meso in sveža kri. Los, kje so tvoji pazniki? Zledeni za počasno malico. Kot spomin se na tvojih ostankih igrajo skrbnikovi mladiči. Sova škarjami reže svojim pogledom. Moti nemirne poštenjake, ki v temini preštevajo lastno sprenevedanje. Uka v prepitih noči in opreza v mlade miši. Pitaj za dobro večerjo. Igra se s pajčevinami in v vejevju kuje načrte. Sova. Lahko ti izpraska oči in prede v noč. Razpre krila in se spusti na fižolovko. Pogumno nastavlja perje in preigrava človeško potrpežljivost. Sova. V slutnji je da gnezdi. Leto za letom ljudje preganjajo njen zarod. Pozabljajo na sovji spomin in modrino, ki je kot tehtnica odmerjena pod oknom. Lastovica. Naredila jo je elegantno. Poravnala roke, iztegnila nogo. Eleganca, je odmevalo. Leti. V trupu je prožna. Prižgala je vžigalico in si pogrela trebuh. Čuti, kako prasketa, kako ji gomazijo majhne iskre, ki skače skozi oči. Vso težo ima v podplatu, gladkem. Namočenem v solno kopel sivko. Stopalo čuti, nosijo, njeno moč, oblake, ki se ji dotika s konico jezika. V njej brbota, liže zublje, plameneč ogenj sveta, lastovka, gnezdi v domačem fotelju, smejoč vabi, da jo ujameš. Pa še ena, Kafki. Kurjač gre pot. Vem, na tisti točki je Kafkovo mesto. Zrem v okna in izustim krik, koliko prodornosti mi sili v oči. Otrok kapitala se vsako jutro usede na vlak in ko nekega dne noče vstati in v oči meče raztrgano preobrazbo. Spet pretiravaš, mu pravijo. On pa želi drugačen konec Gregorja Samse. Zato gre v krematorij. Sežge vse dolgoletne vozne rede in si kupi obledelega Marksa. Tonja, najlepša hvala za tvoj prispevek, bralni. Zdaj, kakšen je tvoj pogled za nazaj na prvenec? Ne vem, ponavadi pač z leti zorimo tudi kot ustvarjalci in ko se oziramo nazaj, pač imamo en določen občutek za, recimo za svoje preteklo delo. Ne vem, meni se včasih zdi moja prva knjiga čisto, kako bi rekla, malo tragična, pa malo idealistična. Kako je pri tebi? Ja, v bistvu res, ne, kar pravijo, oziroma tudi sama, kot praviš, imaš drugačen pogled, ne, ker se mi zdi, da če se z leti ne spremeniš, je verjetno nekaj narobe pač samim sabo, ne. Pobalinka se mi zdi v bistvu zbirka, za katero sicer pač stojim, ne, ampak ja, bila je še na nek način tudi samo uvodno pesmijo mogoče zelo naivna. Hkrati sem se iskala v jeziku takrat, tako da ja, z njo zdaj, ko gledam na distanco, se mi zdi, da je bila Pobalinka res taka razposajena ali pa tudi malo na trenutke temačna zbirka, ampak tudi nek upor je sijal iz nje, ni pa bila mogoče pisana z neko distanco ali pa z neko umirjenostjo, no, je bila kar včasih postavljena na nož, pač
kak pač je naslov, ne, same zbirke, pa mogoče tudi naslovnice. Ja, zdaj naslovnica je zelo simbolna. Zdaj na njej vidimo pač to Marjetico in pač opozorilo, da gre za občutljivo oziroma hitro uničljivo zadevo. Tako da dejansko pač tudi povzema neko bistvo tega iskanja v jeziku. Zdaj, recimo tudi jezik, sam jezik. Koliko se ti zdi, da je tvoj jezik oziroma jezik v Pobalinki določal tedanji pač krog oziroma ta krog, v katerem si se gibala in z katerim si mogoče bila literarno si nekako najbližje? Ja, nekaj vplival je, ne. Jaz sem rekla, da tudi bom šla zelo tudi neposredno, vem, ker sem enkrat želela napisati pesem o reki, ki pač teče skozi našo vas na tak način, kot sta recimo takrat, ko smo se tudi družili, recimo Denis pa ti, da bi na tak način pisala o naravi, da bi na tak način zajemala naravo, in vem, da sem šla z golimi stopali, bil je en tak poletni avgustovski večer in sem si želela tak občutek in v bistvu tako pisati. In potem sem ravno v tistem trenutku tako prišla do spoznanja, da jaz na tak način ne morem pisati, ne, in da moraš vseeno nekaj svojega doživeti, nekaj svojega čist izkusiti, da mogoče lahko začneš pisati, kot sem si jaz želela takrat pisati, ne. Ker sem želela neko tako prelomnost, neko tako pač iluzorno stvar, ki jo imajo pač verjetno vsi, ki jo imamo verjetno vsi, ki pišemo, ne. Tako da ja, jezik seveda tudi je vplival malo, čeprav se mi zdi, da Pobalinka, res večina zadnjih pesmi je bilo pisano na neki način že v samoti ali pa že v neki odmaknjenosti, ko nisem bila v vsakodnevnem stiku z vami, ampak so zagotovo vplivi, ja, zagotovo tudi, vem, ko si me povabila, sem se spomnila, ne, kako je bilo zanimivo, ko smo prišli v stik s tabo, vem, recimo prej si že omenila Denisa, ne, pa recimo Nina, pa to, ker je vseeno, mi smo bili generacija, ki je vas predhodnike res občudovala, ker ste bili spet neka nova generacija, ki je ustvarjala literarne temelje v Mariboru, no, tako da so ti glasovi pa ti vzgledi vseeno, ja, se dajo zaznati. Ja, saj mogoče je bilo vprašanje videti malo provokativno, ampak pravzaprav ni bilo. To, kar si rekla, je dejansko res, ker tudi sama se spominjam, da sem potem za nazaj pač, sem tudi imela ene mogoče vzornike oziroma ljudi, katerih jezik mi je bil zelo literarno blizu in pač vem, da sem imela recimo en cel traktat oziroma cel cikel pesmi, ki je bil tako zajčevski bolj od zajca, ne. To grozno zajčevski, ne. No, ampak je pa dobro mogoče, da se teh stvari, da reflektiramo in da potem pač iščemo poti naprej, ne, in izkristaliziramo potem pač eno svojo govorico. Zdaj, kako se ti zdi poteka pravzaprav to zorenje pesnikove govorice? Mislim, zdaj v tvoji drugi zbirki je jezik skoraj že čisto drugačen kot v prvi. V prvi je ogromno metafore še, pač ogromno res te čiste metafore, ki je pravzaprav temelji na čistem prenosu. V drugi zbirki pa se že bližaš malo bolj, razpršiš ta svet, malo je bolj tekoče, tudi vizualno. Ne vem, kako mogoče reflektiraš kdaj, kako dejansko poteka to zorenje govorice, ali če čisto namensko ali nezavedno, ali je tudi odvisno od tega, kaj bereš mogoče? Ja, v bistvu pri Pobalinki, ko sem jo sestavljala, sva se takrat z Orlandom, urednikom na Literi, pa tudi z Gombačem pogovarjala o tem, da ene pesmi v Pobalinko ne spadajo več, ne. In sem potem pač končala z Begom in sem rekla, bo pa to na nek način ene pesmi za drugo zbirko, no. Že takrat se v nekaterih pesmih prelamljal jezik, so se ene stvari začele pršiti, ne, kot si dobro rekla,
In na eni strani je to, kar bereš, na eni strani je tudi, bom rekla, da koliko sem se jaz mogoče tudi sama postajala bolj samozavestna v nekem pesniškem govoru, po drugi strani pa v tej drugi zbirki vedno bolj proti koncu, kot gre tudi nekaj, bom rekla, osebne izkušnje, saj v bistvu gre na nek način za novi intimizem, v tej zbirki, in se mi zdi, da kot da se res ena pesem, ko gre za nek stožec in se ti vse skupaj razprši in takrat v bistvu začneš dihati. Jaz sem včasih mogoče ene stvari jemala zelo racionalno, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, je tudi ogromno na tem, da na neki nezavedni ravni razmišljaš o tem, kako osvobajati recimo samega sebe, samo sebe, kako iti čez neko pot, tudi ni to zdaj duhovnost ali pa ne vem, neka religioznost, ampak ja, pesniško ali pa tudi osebno zorenje, no. Ja, mislim, saj si zelo dobro zastavila ta koncept nekega osvobajanja, ker se pač nekako tako osebno, kot tudi kot umetniki, se ves čas moramo osvobajati nekih starih vzorcev, okovov v bistvu, in pač iskati neko novo svobodo. Tako da, po moje je to tudi ta koncept umetniškega zorenja, čeprav pa pravzaprav vedno govorimo nekako podobne stvari, podobno zgodbo, podobne teme nas verjetno tudi zanimajo. No, zdaj, kar se tiče Pobalinke, se mi zdi, da so tukaj pač v ospredju nekako tri večji tematski sklopi. Zdaj, eno je ta ženskost, oziroma tudi ta, ki aplicira pač na tvojo naslovnico, iskanje nečesa krhkega, nečesa nežnega znotraj v bistvu pravzaprav ene brutalnosti, ene groze, enega gnusa nad nečim, kar je večje od nas in česar ne razumemo. In tukaj se mi zdi res ta tvoja ženska se začne nekako izkalupljati iz te neke grozne lupine. In tudi se mi zdi, da imaš en tak specifičen ženski glas. Zdaj ženski glas, to je v literaturi je to ogromen, lahko je problematično polje, ampak sama menim pač, da dejansko to obstaja, da je ženska nekaj posebnega. Se pravi, pač, sigurno lahko ženska tudi piše recimo z moškim glasom, ampak obstaja pa pravzaprav en ženski glas. Kako je recimo tvoje mnenje o teh glasovih žensko-moških? Ja, jaz po eni strani pravim, da zdaj izraz ženska literatura, da je, ne vem, po eni definiciji, torej ta literatura za ženske, ali pa da to piše ženske, da nimamo moške literature, s tem se ne strinjam, ne. Če pa gremo z nekega feminističnega vidika gledati, da pač ženska mora imeti na nek način svoj glas, mora biti glasnica ravno zaradi določenih problemov, ki se ženski, ne vem, zastavljajo na neki poti, ali je to zdaj odraščanje, ali je to zdaj, ne vem, službena pot, kariera, ker se mi zdi, da ženska danes govorimo o teh ženskih kvotah, o vseh teh stvareh, ampak v praksi se pa to vedno pokaže, da je ženska še zmeraj manj vredna, ne. Saj tudi korona čas je pokazal, da ženska bo prej ostala doma, bo mogla skrbeti za gospodinjstvo, obenem opravljati službene dolžnosti, skrbeti za svoje otroke, če jih ima. In tu je največji problem, in tu moramo govoriti o ženskem vprašanju, ne samo o ženski literaturi. Zato je to pomembno, ne. In tudi mene je Pobalinka vznemirjala ravno zaradi tega. Mene je zelo prijetno vznemirila naslovnica tega filma Tomboy, ki je bila takratnem Udarniku, ko še deloval, to je bilo enega 2013, ampak pesem Pobalinka na nek način je že bila napisana. Ker ta pesem je res nastala dosti prej, ampak jaz sem potem tudi začela razmišljati z tega vidika, ko sem videla to naslovnico, vedno so me zanimala ta vprašanja, kaj je mesto ženske, kje smo, in potem sem tudi prebrala en članek, da so danes punce, da danes izginjajo subkulture, to je zdaj 8 let nazaj, in vsa dekleta, vse najstnice danes nosijo fige in te blazerje.
In to je bilo v bistvu neko obdobje, ker sem jaz to opazila, ko sem delala pripravništvo, da je to res. In sem začela razmišljati, kako pomembno je pa še bilo recimo takrat 5-10 let nazaj, ko so bili nazadnje emoti, ne, in vse to, ko so ženske še zmeraj bile na nek način alternativke in nič manj zanimiva ali pa nič manj, niso bile problematične, ne. Potem pa se je vedno začelo neko obdobje te enosti, tega, ne bom rekla povprečja, ampak te tišine, ne, kaj zdaj ženska mora postajati, ne. Ta všečnost in me na nek način zanimalo to vprašanje, tudi potem, kje se ta mesta začnejo potem porajati, in zato je ravno to vprašanje, ne, kako danes gledamo na to roza barvo, klasifikacijo modro barvo, fantki, punčke, kjer mogoče v mojem obdobju tega, pa tudi verjetno tvojem, še ni bilo tako zelo pomembno, ne, kako smo mi deklice oblečene, ampak vem, da danes verjetno to je koliko opažam, ne. Kako je to v bistvu postaja ta stvar problematična, ne. Kako danes mi moramo, ne vem, paziti, da se pač ne bo fantek, ne vem, imel roza majčke, ker že kar na nek način kličemo na neko pozornost, ali pa da deklica ne bo modro. Ta vprašanja se mi zdijo pač zanimiva in v bistvu res pač problematična, kako mi zdaj klasificiramo ta biološki spol, ki pa... Ja, vse dobro, tu smo se zdaj dokaj oddaljili od literature, ne, in že prehajamo na eno širše družbeno vprašanje. No, se pa pravzaprav upravičeno, ker je pač literatura itak odraz družbe in ker je pač tudi v literarnem svetu je v zadnjem času ta struja, ki pač se bori za ženske, za ženski glas, za žensko pač pozicijo, se mi zdi tudi zelo, pač ima eno zelo posebno moč. Zdaj tudi mislim, da obstaja v društvu pisateljev ena sekcija žensk, Mira. Ne vem, če si vključena. Ja, Mira obstaja, ja. Ja. No, in ravno zato sem te pač mogoče malo pobarala glede te ženske literature. No, ampak osebno se mi pa tudi zdi, da pač ta boj nekoliko že tudi presega, ne vem, realnost, presega literaturo in tudi presega družbo in postaja tudi poligon za ene čisto druge frustracije, ki pač vpadajo v ta boj, ne. Ta boj, v bistvu ja, jaz sem se res mogoče malo oddaljila ravno zaradi mogoče vprašanja pobalinke in vseh teh vprašanjih, ampak meni se zdi, da recimo lansko leto smo imeli nagrado Kresnik, ki je dobila ženska, potem leto poprej spet, ne, letos je pa 10 nominirancev in je spet ena sama ženska, ne, tako da se mi zdi, da je to vprašanje mogoče zelo dobro, ne, ampak se mi zdi, da vedno ga je treba malo pretresti, ne, saj tudi se mi zdi, da lani pri Vitezu je tudi bilo od 12 finalistk so bili pač potem 3 finalisti pa 9 žensk, ne, ko je v bistvu tudi bil poudarek, koliko mladih žensk piše, koliko se jih je uvrstilo naprej, letos pa je zopet prid nekako moškim, ali pa se mogoče celo izenačilo to število, no. Tako da se mi zdi, da pridejo neka obdobja, kjer pač mogoče res prevladujejo pisci, pa potem piske, pa tudi se mi zdi ta izraz piska malo problematiziran, no. Ja, saj to sem ravno razmišljala pri spremni besedi, k tvoji drugi knjigi, kjer se pač pojavlja izraz subjektinja. Zdaj sama sem uporabljala izraz subjektka, potem tudi pisec, piska. Mislim, dejansko te ženski izrazi za pač čisto osnovne literarne pojme zvenijo, mislim, vsaj meni ali posiljeno, ali pa, ne vem, tako malo, nimam pravega izraza, ampak ne vem, mislim, da je to tudi eno nerešeno vprašanje jezika v slovenščini. Ja, jaz bi se strinjala s tem, no, ker se mi zdi, da imeli smo lep izraz avtorica in ne vem, zakaj bi bilo s tem izrazom kaj narobe, ne. In piska se mi zdi, ja, prisiljena, po eni strani mogoče tudi, mene spominja na nek način, ko je pisun, pa je potem piska,
Ne vem, odpira zanimivo vprašanje, no. Ja, ja. Ja, zagotovo, saj tudi sama kot slovenistka verjetno pač si tudi dosti soočena z tovrstnimi vprašanji in pač tudi kot pesnica. Meni je že recimo tudi izraz pesnica. Mi ima čisto drugo konotacijo kot pa recimo pesnik, ne? Ja, ja. Mislim, pesnica se mi zdi celo, če ti nekdo reče mlada pesnica, meni to zveni kot nekaj pokroviteljskega. Ne vem, ali je to samo moj občutek, ali pa je mogoče res že družbeno, zgodovinsko to se navlekel ta pojem nečesa drugega, no, kar bi moral biti. Ja, meni osebno se ta mlada pesnica tudi zdi zelo, dober izraz si uporablja za to pokroviteljski, ne. Mislim, da imamo do ženske, zdaj v nekem umetnostnem polju, o katerem govorimo, zelo včasih slabšalen odnos, ne. Zakaj zdaj tudi recimo antologija ženske poezije, ki je zelo zanimiva, je fajn narejena, ne, v vseh 3 delih, ampak zakaj pa potem o moških kot piscih ali pa na tak način izpostavljenih pa ne govorimo, ne? Tu se meni zdi, da ne pridemo do nekega enačaja, do neke skupne točke in enakovrednosti ustvarjanja obeh spolov, ne. Ja, saj to so res taka široka vprašanja, pa mislim, da tudi, ne vem, marsikateri moški mogoče tudi razmišlja o njih, ampak dobro, zdaj tu počasi se lahko oddaljiva od tega, ker drugače pa mislim, da je ta debata lahko traja do polnoči in bo še kar naprej zanimiva, tako da bova zagotovo še kaj rekli na to temo. Bi se pa zdaj malo pomaknila od te ženske govorice oziroma ženskosti v poeziji in družbi na poezijo kot upor. Zdaj v tvoji prvi zbirki je pač močno prisotna ta nota upora, recimo tudi ta pesem Kafki, ki si jo brala kot zadnjo v tem sklopu, kaže nekako na to, ne vem, na to eno družbeno angažiranost, na ta en strah oziroma na eno ogroženost pred tem sistemom, ki dejansko za katerega, ki se vedno bolj razgalja, se pravi, ki vedno bolj razgalja svojo ta ničev mehanizem, ki dejansko ubija človeka in ne vem, kako se ti zdi, recimo, ali poezija res se mi zdi, da v poeziji nekako mora biti en ta upor. Ja, jaz bi se strinjala, ker se mi zdi, da poezija, ki govori zgolj o lepoti, je fajn, mora biti, ampak mora na neki način naloga poezije, vsaj z mojega vidika je, da mora spreminjati ali pa da mora na neki način siliti k nekemu razmisleku. In mene je vedno Kafka fasciniral in fascinirajo me vlaki, tudi pač tako malo amatersko, ljubiteljsko se ukvarjam z zgodovino vlakov in tako naprej. In se mi je zdelo to tako ključno, ne, ker tudi pač v Mariboru obstaja eno Kafkovo mesto na eni točki in se mi to zdi zanimivo, ne, ker saj določena literarna mesta, ki so jih ustvarila velika imena, obstajajo v bistvu povsod, če so dobro spisana, neke situacije tudi v bistvu so lahko na tvoji vasi ali pa recimo v tvojem bloku, če so fajn spisana tudi osebno, ne. In ta družbena angažiranost se mi zdi, da je v poeziji, da se vrnem vprašanju, nujna, ne. Ker če tega v literaturi ni, mi smo lahko, ne vem, ali nevedni ali na neki način tudi osiromašeni. Zdi se mi, da tudi zdaj v tem obdobju, v katerem smo se znašli, da lahko mi beremo, da si lahko na neki način tudi ti, ko ustvarjaš oddaje, si lahko širimo te misli, te informacije, da tu je ta svoboda, ki na srečo še nam ni vzeta, ne. In to se mi zdi nujno, ne, in to, da se to razgalja, ta sistem, ki se mi zdi grozljiv,
ne vem, zdi se mi, da smo se znašli v enem obdobju nekega cikla, ko smo na nek način prej lahko sem slutili, brali, razmišljali o tem, ampak v bistvu enostavno zdaj doživljamo, zdaj vidimo, kaj se dogaja, ne vem, v zdravstvu, v gospodarstvu, ne. Kje danes, ne vem, delavec je, ne, kje so tu danes kulturni ustvarjalci, kje na nek način je tudi šolstvo, ne, saj se mi zdi, da pač zapiranje nekega znanja je grozljivo, no. Bom rekla, da preko samega stika med mladimi, ki še zmeraj poiščejo pot po teh aplikacijah, po teh profilih, kar se pa mi tiče glede starostnikov, ki so bili zaprti, pa se dejansko se prej opozarjalo, kaj se dogaja v teh ustanovah, ne, vem, da en pretresljiv film je tudi o tem bil, ampak kaj se pa dogajalo zdaj, ko v bistvu ni bilo nobene bližine več, se mi pa zdi grozljivo, ne, tudi to se mi zdi, da če greva v to družbeno kritiko, kako nizko na nek način se ceni pri nas star človek, njegove izkušnje, njegova modrost, ne, kot da to zdaj ni pomembno, ne zavedamo pa se, koliko zgodb, koliko tudi nekega znanja. Jaz se recimo mogoče lahko izhajam iz neke izkušnje, ker prihajam iz podeželja, koliko teh običajev, koliko teh čist preprostega znanja, preprostega dajem pod navednice, se pa s tem izgublja, ker izgubljamo to starejšo populacijo. Ja. Samo zaradi kapitala, samo zaradi nekega profita, ker pač človek naj, ne vem, ne, te stvari se mi zdijo žalostne. Ja, saj si tudi dobro ubesedila, da pač noben noče usode Gregorja Samsa, ne. Ne. Nihče noče biti pometen čez pač prag med smeti in dejansko se mi zdi, da je frustracija zaradi vsega, kar se dogaja, tudi vedno močnejša in da se seveda to odraža tudi na literaturi, to je čisto normalno, ne. Ja, saj ravno to, ne, meni se zdi, da v preobrazbi ta mrtvi hrošč je meni osebno nekaj najbolj groznega, kar se v literaturi zgodi, ne. Ta izločenost, to v bistvu ta fizična odstranitev nekoga, ki ni več potreben, ne, je grozljiva, ne. In dejansko je spet našla svojo utelesitev v sedanjem času, ne. Točno tako, zdi se mi, da ta občutek nekoga, ki zdaj leži negiben, izoliran od vseh, ker pač ali ne morejo skrbeti za njega ali pač preprosto so nanj pač že prej pozabili, je grozljiv, ne, pa saj to niso zdaj samo mogoče stari ljudje, ne, ampak ne vem, ali so to zdaj bolni otroci, bolni ljudje srednjih let, ki pač ne ustrezajo tem normam neke družbe, ki si pač izbira prioritete, ne, tudi, ne vem, te liste, ko so bile, ne, kdo bo šel prej, ta cepljenje, tudi tu se mi zdijo zelo grozljive stvari, ne, kje je tu pač demokracija ali pa. Ja, saj po eni strani je vsak seznam grozljiv, ne. Ja. Žal je tako, ja. Zdaj, midve kot pesnici seveda lahko vplivava z mogoče, ne vem, s takim pogovorom in pa seveda s svojo poezijo, da narediva svet malo bolj znosen. Tako da, Tonja, lepo te prosim, če nam postrežeš še s svojo poezijo iz svoje druge pesniške zbirke. Ja, najlepša hvala. Občutek premikanja, ko stojim na prehodu, duši me zadržan zrak, tiktakajo misli, nešteto jih je, žgejo. Vrelec spomina mi mrači obraz, spolzela sem v čas, obstala. Samotnica sredi gostote, sreča v središču, sedim na klopci. Vlak je pozabil na svoj prihod, učim se izbirati dobre pesmi, utemeljitev in jasnost. Ingarden se staplja v okus, a kot déjà vu me prešine. Vstanem. Mehanizacija ni edina, ki me lahko popelje. Čeprav je vse tako daleč,
čutim, da držim misel. Občudujem vlake, ki se zatikajo na postajah. Razrežem pismo, ki sem ga napisala. Brišem črke, ki jih nočem poslati. Ugriznem še v zadnji košček bajadere. Prazničnost in večplastna sladkoba me hranite za tiste trenutke, ko Minard naroči še en konjak. Sprehod po spominih se odpira skozi različne ploskve, ki se prelivajo kot sličice drobnih hologramov. Osvetljenost in dinamičnost sta tukaj najpomembnejši. Srage težkega popoldneva se v betonu zbirajo v svaljke. Iščem zaplato sence, da me razneži kot puh kruha, ki ga pravkar mehko trgam. Ohladil se je. Gmoto sem se potrudila zgnesti natančno in gladko. Tudi sama bi rada takšno vatasto premirje. Sebe odplaknem zalogo dneva. Razbeljen tok je bil močan. Vame prodrejo kaplje. Predah koži. Stena. Vanjo stenica drev razpoko, tli ogenj in pokljajo ostanki dreves, podrti sredi pragozda, ko se je jokala stoletna zapuščina zaraslosti. Strjeni sredi praznega prostora. Občutek slabši kot labirintu. Migetajo žuželke in jaz sama spokojno čakam na val, miru, ki se je spustil, ko sem začela naraščati, kipeti v neki neprepoznavni bleščavosti, ki opazijo samo drugi. Vmes se polnijo dnevi. Zbujam se v nočeh in ostajam sama sredi samotnega puha, sredi metuljenja. Poslušam sodobne šansone, ki so vsi ugotovili skupni ulomek in postajajo eni in isti. Le jaz nisem več stalnica. Lovim detajle, uresničiti občutek gotovosti in preslišati rove, izdolbsti prostor, začutiti trdnost. Sesuti. I rise, I rise, I rise. Still I rise, Maya Angelou. Ne, zunaj je naletava laterna, razbija dvom, sneži, pretresava me, pozno je, ne morem spati, zasuto grlo dolbejo besede. Nočem jih ponoviti, želim raztezati krake, napihnjena žaba in priti gor, skočiti, da se ne sesedem ponovno, pogoltnem besede, kraspam stranice, vzpenjam se. Meje, zarisati, ko moč notranjega pogleda razpira pohod, nočne živali, sprehaja se, vsaka zase, ne predira opne, ne preda se, noče, debela kot svinjski mehur, svinec pa jacek ne odneha, ne more razpočiti in hahljajoče oči se množijo, kdaj bo konec, koga naj kličem, kaj naj primem, pesti so trde, lomijo samo sebe, prebil je milino, tirana zasadil vame. Tu je steza, odrinem nogo, odrinem sebe in misli me ženejo, da ugonomim krokarja. Prekinjam toge mrke spomine, škatla pada, mešajo, se vrtijo in ti rasem, draga moja, ne boj se, mi govorijo, vzpenjaš se. Notranje zadeve, ni več tiste nočne scen, zdaj kader se kopičijo mehkoba preigravanja, žogo, želod, žir, makaroni, verižica, list poln zarisov, nežnih, kocke gradijo srečo, polnim se zagibi koraki, take gladine, notranje reči sijajo, gladijo smeri, še tako ostre. Zmes. Včasih rabiš samo delec, da ga opazuješ, da ga počasi, vztrajno dan za dnem ljubkuješ. To ni samo reč, človek, žival. To je nekaj kot barka, ki jo rešiš, a ona ves čas pazi nate, skupaj z vsem, kar je, kar hočeš vzeti s sabo, ko te tone, ko te ne pusti iti naprej. To je to, kar sije, da pusti, da ugaša tema.
Tonja, hvala za branje. Zdaj druga pesem, druga zbirka nosi naslov Greva, ostajava, saj sva. Zdaj tudi naslovnica je čisto bela, se pravi, gre za eno polje, ki ga pravzaprav ni, polje, ki ga zapuščamo, in istočasno eno drugo polje, ki ga osvajamo, ampak ne eno ne drugo ne obstaja, obstaja samo pač tisto, kar je, se pravi tisti trenutek, v katerem se nahajamo, in ta je vedno poln možnosti, se pravi, je dejansko nepopisan list. Sem zadela nekako bistvo? Ja, v bistvu si odprla še ene druge stvari. Jaz, ko sem rekla, da pač želim imeti belo naslovnico z mastnim tiskom, Greva, ostajava, saj sva, in Tonja, pač ime, priimek črno, sem si to želela kot dejstvo, kot nek dokument tega, da si jaz želim te take popolnosti. Oblikovalec je, ne vem, ali po naključju, ali je točno vedel, da je to moja najljubša barva, dal ime, priimek, škrlatno rdečo barvo. In vem, da je takrat Klaudija Wolf, ki je urejala zbirko, je rekla, pa boš pristala na to barvo, meni se zdi lepa, sem rekla, pa ja, se meni tudi, v bistvu, zakaj, če je to moja najljubša barva, pač želim pa, da je to črno, no, se naslov je bil črn. In ja, to, kar si tudi sama ti razmišljala o tej beli barvi, ja, je res. Želela sem si to popolnost, ker karkoli bi dala na naslovnico, bi bilo v bistvu odveč, ne. Že v samem začetku, ko je pesniška zbirka, bom rekla, nastajala, ker sem jo dala prebrati Lidiji Gačnik Gombač, če to sploh nekako primerno, da bi jaz recimo to izdala, in je bila nad zbirko navdušena, in takrat sem rekla, da če pa to gre naprej, bo pa to bela barva. In je tako pač to ostalo. Ja, Tonja, prej, ko si brala, sem opazila pač, da si tako dvignila roko, pač gre verjetno za naznačitev enih delov v knjigi, enih verzov, ki so dejansko prečrtani. Zdaj, večinoma so prečrtani neki deli pesmi, ki pač nakazujejo na eno nasilje oziroma pač na pač nekaj grdega. Kaj je fora tega prečrtanja? Gre za en upor, ali gre za beg od tega, ali gre za dejansko negiranje, ali pa gre za en občutek, jaz tega ne sprejemam? Za vse to. Jaz sem rekla, da pač nasilje, kakršnokoli že je, pač pušča rane. In ta zbirka govori o enih ne lepih, če sem zelo prijazna do tega izraza, besed, do tega, kar se človeku posameznici lahko zgodi. In zato to prečrtanje. Na eni strani seveda negacijo tega, na eni strani tudi govorca, za katerega ga želiš odmisliti, ne, ali pa želiš odmisliti te besede, ki so izrečene, ki želiš na nek način pozabiti, ki niso del tvojega besedišča, si jih pa bil ali pa bila deležna, ne. In potem, ko pač te pesmi berem, ker vseeno na nek način je to konkretna poezija, je malo likovnih stvari zraven, pač želim tudi biti fizično pri tem aktivna, da jih pač enostavno pač kot da prečrtam. Zdaj, če bi si, ne vem, sem tudi razmišljala o tem, da si pač pokrijem usta, ampak potem zopet ne pride do izraza celotna prebrana pesem in ni na nek način prijazno do poslušalca, poslušalke, ki to pač posluša. Ja, ampak dejansko pa dobi potem ta beseda še, te besede dobijo potem še dodatno, kako bi rekla, poudarek s tem, ko jih pač pravzaprav prečrtaš, ne.
tako da v bistvu nakažeš tudi njihovo moč. Ja, jaz sem nekaj, da si mogoče prva, ki si konkretno opozorila na to, ne? Ker več kdo v zbirki prej reče, da gre o lepoti, o ljubezni do sina, kateremu pač posvečam zbirko, ne? Gre pa v bistvu tudi na eni strani za vso to borbo in ljubezen, na drugi strani pa seveda za tisto neko temno stvar, ki jo pač subjekt doživi, ne. In zdaj, ko sem jaz razmišljala, kako zdaj to izraziti, ali zdaj besede ne prečrtati, ker sem jih pa vedno dala v kurzivo, se mi je zdela najboljša pot pač prečrtati. Ni to zdaj pač smisel cenzure, ampak zgolj na neki način poskus nekega novega vidika izraza. Enkrat sem brala eno pesem, ene tuje avtorice o tem, ko govori o posilstvu in o tem, kako je pač ona bežala in je to stvar šla prijaviti uradnim inštitucijam, je nihče ni hotel poslušati, nihče slišati, ne, in sem začela razmišljati, da so to vidiki, o katerih si ne upamo govoriti, ker lahko nas poslušajo naši bližnji, za vse druge pa je to še zmeraj pač tabu tema, ne. In ko sem potem sama pisala o teh stvareh, se mi je ta prečrtan izraz zdel pač dobra izbira, no. Saj je, dobro, meni se zdi dobra izbira in dejansko pač tudi nakaže na pač eno, mislim, pokaže, da dejansko z tem, ko jih prečrtaš, ne izginejo, ampak postavijo en kontekst, ne. En okvir pač temu dogajanju subjektke, ali kako se bova izrazili, ne. Ja. Govorke, avtorice, govorke, no, pravzaprav. No, zdaj pravzaprav, celotna zbirka ima eno močno konotacijo dvojine, ne sicer ljubezenske, ampak pač dvojine med pač materjo in otrokom. In zdaj tudi iz samih pesmi je možno razbrati eno zgodbo, se pravi eno zgodbo te govorke, eno osebno zgodbo. Zdaj, Tonja, je težko se tako nekako postaviti mislim, saj dejansko obstaja razlika med avtorjem in govorcem, ampak po drugi strani pa seveda bralec skoraj vedno tudi enači ta dva subjekta, ne. Se pravi, včasih dostikrat enačimo avtorja in subjekta. Mislim, da celo bralec, ki se ne ukvarja toliko z jezikom, ki je tako bolj, kako bi rekla, amaterski, pač dejansko vidi to, to se je pa zdaj njej zgodilo. Se je težko tako recimo razgaliti oziroma, ne vem, je kdaj prisoten strah, da bo nekdo zdaj neko intimno zgodbo iz tebe potegnil zaradi tvoje poezije? Ja, ta strah je prisoten, zaradi tega, ker tudi jaz, ko sem pisala te pesmi, dejansko nisem vedela, ali bi te pesmi ne postavila v zbirko, ker ene pesmi najprej, ko tudi govorijo o izbiranju poezije in potem se fokusirajo v res neko sobo, v neko tako nezmožnost še sploh česa drugega dojemati. In kot si tudi rekla, gre za dramaturški lok, gre za zgodbo, ne, ker sem jo tudi potem sestavila te pesmi, obstaja strah, obstaja tudi nek način, ta prisotnost, te povezave, kaj se ti dogaja, ker gre na nek način za razgaljenje. Hkrati pa se mi je zelo pomembno zdelo, da sem v nekem obdobju, ko sem to pisala, začela lažje prebavljati, podoživljati ene stvari, ki so še zmeraj težke, ampak po drugi strani se mi pa zdi, ko sem dala nekaj na papir, sem s tem na nek način tudi olajšala samo sebe. In ko govoriš tudi o odnosu med mamo in sinom, se mi zdi, da je tu zelo pomembno, da pač govorka najde neko
drugo pot, ne? Da najde neko rešitev ali pa da najde neko upanje, ki jo pač potisne naprej, ne? Ker jaz ne pristanem na svetobolje, čeprav ne vem, mi je romantika všeč, so mi te ideje bile zanimive, ampak bolj kot bralki, bolj kot tej v uživanju v teh dojemanju sveta okoli njih, ko so pisali. O tem iskanju samega sebe, ampak ne pristanem pa na to, da moraš ostati zdaj na neki točki, če se ti ne izide. Ne? Ja. Ali zdaj vztrajati pri tem, ali pa res iti ob up, ne? In izgubiti upanje. Tako da se mi zdi, da je ta zmeraj na nek način, jaz nekaj ne govorim o tej pozitivi danes, ne? Kjer se gre na nek kupljeno pozitivo, kako moramo biti happy, pa ne vem, kaj še vse. To malo parafraziram, ampak na to neko svetlo plat tega, da znaš tudi ne obupati, ne iti čez nek rob tega, ki je na nek način nevaren. Ne samo tebi, ampak pač bližnjemu, nekomu nebogljenemu, ki ni nič kriv za to, kar se ti dogaja. Ja, saj dejansko knjiga pač dobra knjiga oziroma literatura, ki stoji, seveda govori o posamezniku in istočasno tudi o splošnem. Se pravi, ta posameznik je lahko kdorkoli, ki ima neko podobno zgodbo. Ne vem, mene je mogoče včasih ta upor oziroma ta neki notranji postavitev meje in pač celotna zgodba te literarne junakinje me je nekako tudi malo spomnil na Hano iz Dogodka v mestu Bogi, njeno neko notranjo osvoboditev, tako da dejansko pač se mi zdi, da v tvoji knjigi sploh ni saj ta problem, ta neka večnostnost, ker dejansko gre za dobro zbirko, gre za zbirko, ki jih lahko res rečemo pač kvalitetna poezija in tukaj sploh ni vprašanje ene te splošne, recimo literarne kvalitete, ampak je pa res, da pač so pač tovrstne reči oziroma tovrstne osebne zgodbe včasih tudi lahko, kako bi rekla, nevarne, se pravi, mogoče za odnose, za tiste, ki dejansko v tej zgodbi subjektke lahko vidijo, recimo tebe osebno, pa pač še nekoga, ne. In v teh krogih je potem lahko tudi to vzeto iz konteksta in pač deluje nekoliko drugače, kot je recimo mišljeno znotraj literature. Dejansko posega v svet, ne. Ja, to imaš prav, no. Saj v bistvu se ravno v tem, ko sem rekla, ne, da sem pač premlevala in najti pesmi tam v zbirko, sem se pozanimala na nek način z osebo, ki me niti osebno ne pozna, ki je brala to zbirko, kaj je zdaj s to tretjo osebo, ne. In v bistvu je ta bralec bil moški, pač človek, ki se ukvarja s takimi stvarmi vsakodnevno, ne, in je rekel, da tukaj v bistvu te tretje osebe samo preko besed, ki so prečrtane, niti ni zaznati. Ne. Da v bistvu gre na nek način boli mogoče ta odsotnost, ker te osebe, razen teh besed, ki so prečrtane, ni. Ne. In takrat sem bila pač že zelo pomirjena, ali naj te pesmi bodo v zbirki, ne. Ker tudi sama sem se ukvarjala s tem vprašanjem, ne. Saj to ni stvar zgolj knjige, ki izide, ampak je to stvar dolgoročnosti, ne. In sem se ukvarjala s tem vprašanjem, zato tudi to predbranje te zgodbe, te zbirke, res strokovni osebi, ki ima izkušnje s takimi zgodbami, kaj se zdaj dogaja s to tretjo osebo. Ja, saj dobro, Tonja, gre za eno delikatno vprašanje, gre za tvoje osebno vprašanje, gre za vprašanje vsakega, ki piše, ker pravzaprav uiti sebi oziroma dejstvom ne moreš, ampak lahko pa mogoče pač
preseješ nekaj, na kakšen način boš pač to nekako ubesedil, in to mislim, da je tudi večno vprašanje, večen problem, in mogoče preko tega vprašanja lahko dejansko vidiva, da ima pač literatura več komponent in da je pač lahko mogoče tudi eno sredstvo, oziroma da ni zgolj literatura, no, da pač je literatura vedno nekaj, kar živimo in kar ima učinke. Kot ima svet učinek na literaturo, ima tudi literatura učinek na pač svet. Tak je, tu mislim, da lahko pač zaključiva. Mislim, da s tem vprašanjem bi lahko nadaljevali še v nedogled. No, malo sem te mogoče dregnila, že z tega vidika, pač, ker gre res za en krog ljudi, ki pač mi je tudi znan, ki mi je domač še iz nekih starih časov, in pač nekako nisem mogla mimo tega, tako da, no, ampak glej, vprašanje smo odprli in to je bil tudi najin namen. Ni bil najin namen podajati odgovorov ali pa kakršnihkoli opravičil, tako da mislim, da je najin pogovor bil več kot odličen. Meni je zelo žal, da je ura že 7. Res? Ker mislim, da pri drugi zbirki bi lahko še odprli enih par fajn vprašanj. Res pač seveda ni zdaj zbirka narejena samo na tem, ne. Zdaj par pesmi vzetih iz konteksta lahko tudi naredi eno škodo, ne, ker zbirka kot celota vsekakor ni tematsko oblikovana zgolj okoli pač tega problema, recimo odhoda Materesina, ampak ima tudi več plasti, ima več idejnih polj in je dejansko vredna prebrati tudi kot z drugih vidikov, ne samo z vidika te tematike, ki smo jo midve problematizirali. Tako da, Tonja, jaz upam, da se bova še kdaj pogovarjali, lahko narediva še kak pogovor živo, ko bo mogoče. Zdaj za zadnji del bi te pa še lepo prosila, zdaj jaz obožujem ta del, ki mu rečem pač nekako iz delavnice, kjer avtorji predstavijo svoje nova dela, svoje nove pesmi, in pač te lepo vabim, da z nami podeliš svojo skrivnostno, kako bi rekla, no, svoj mali laboratorij, v katerem zdaj ustvarjaš. Jaz sem najprej prebrala pesem, ki je letos prišla v polfinale na pesniškem turnirju. Potem bom pa nadaljevala z enim ciklom, ki govori o živalih, ker, ne vem, živali kot simboli in tako naprej me zmeraj zanimajo, tako da tole. Potrebujem tvojo prisotnost, pogled, staknejo se misli in vedno veš, kako je, kako sem, ko govoriva. Poveš pesem, nenapisano, na pol pozabljeno, zasnovano z lepoto, v jedru trpko. Vsaka rase se upira in ti ne kloniš, pri 50 si porežeš lase, vstajaš nenehno, kar je ti da atlas, vse v enem, moč, besede, nasmeh, so kot kruh, vino, ki nam je podaljš v usta. Ne moreš kar tako reči šah, mat, zorim, to nisi več ti. Sveča se povezne s hleva, zasije, zdruznemo se, pes, mački, komu bomo zdaj šli ohlajati glave, na robovih smo, vse spuščaš, samo še premiki glave, zvoki kovine, trikotnika krikov, nato suha odprta usta. Bodi tu, z nami, zase, ihtimo vsak po svoje. Asparagus, vrtnice, čakajo te, da nas povežeš v jedro. Ven gredo prvi zvončki, a zdaj je samo še drobna želja. Odškrtniti vrata, priti v kuhinjo, prejeti toploto, mir, jasnost. Nekaj neizrekljivega, da bi lahko ponovno vzletela. Mehkoba pogleda. Rakun. Prvič, oči vlažne in črne, otroške knjige, bodi pliškoti, kaže na ljubkost šapice repka smrčka, drugi hočejo strojiti dlako, bogata gostija in jaga ne sprašujeta, samo iskanje, želja, igrica, Super Mario pustoši povsod, rakuni spomin, tačke sledi, ostajajo za 3 leta nazaj,
Rakun čaka in se igra. Drugič. Kje je moje pleme, ko iščem jabolko? Zvalim se v toplo jutro, zaspal bom. Sanjal ljudstvo, ki izgublja svojo kot noč habitus. Naselil bom rove, si izdolbel zaspan mrak v očeh, da ne bo plenil samo tačke, močan rep uspava. In jaz nežno lebdim kot v risanki med toni piščali. Tretjič. Rakun zre v noč, gibko telo in sijoče oči se igrajo s tabo. Poskušaš ga uloviti, bleščeče telo majhnega krepkega bitja. Zgodbe razsežnosti pozablja plejada nagona moči. Obrazna maska te spremlja. Rakuni jezik opleta, ko mlaska rdeči zaklad. Rakun. Tvoja spomin in bistrost sta primerljiva s človekovima. Udomačili bi radi tvojo ljubkost, a prirojena nrav te ščiti. Tvoj dom je divjina, habitat v kletki te opustoši. Rakun. Gladek, mehak, lep. Prisesaj se v človekovo srce, da te ne upleni. Prikupnost se ne meri po nebogljenosti. Rakun. Zavrti svoje telo in pleše v gozdu gora, izvoru njegove svobode. Lep dan. Kot pike do pike, natančno ne da meriš, čutiš, dihaš. Vse je lahko že v enem samem odrivu, srne, veverice, mačka, vse zašelesti, zasije in sveti, ko stečeš po poti in se približaš točki sonca, četudi se že spušča. To je mehkoba jutra, ko se vse strne v tišino, radost se razpenja od malih rok do mene. Jutro kot tako bi lahko bilo vedno, da bi rasla iz tišine, miline, brez spominov, megle, vedno bolj zabrisane v plamen, ki daje utrip rasti, nujne lepote sidranja. Tonja, hvala za tvoje pesmi. Zdaj za konec seveda te vabim, če imaš še kaj dodati, če smo kaj pozabili po tvoje, ali če bi mogoče še kaj povedala, tako da. Ja, v bistvu najlepša hvala tebi, Lučka, za povabilo, res sem ga zelo vesela, dolgo se že nisva videli, slišali, pa tudi hvala vsem vam, ki ste naju spremljali. Ne vem, jaz želim vsem, da se imate lepo, da preberete kako dobro knjigo, tako da to. Ja, nekako vedno na koncu pridemo na to branje, tako da res še do zdaj še vsak avtor je na koncu rekel, berite, ne. Tako da, Tonja, hvala ti za najin prijeten klepet, in seveda za tvojo poezijo, za tvojo iskrenost in upam, da se vidiva tudi kdaj v živo na kakem literarnem pogovoru, ko bo seveda to mogoče. Hvala. Z veseljem. Ja. Vam, dragi gledalci, drage poslušalke, pa želim tudi prijeten večer, in vas seveda vabim, da mogoče spodaj pod najinim posnetkom kaj komentirate, kaj dodate, seveda tudi, da preberete Tonjine pesmi, in seveda mi se pa vidimo čez 2 tedna. Nasvidenje. Nasvidenje.
Tako mislim, da sva zunaj, Okay. upam. Tu še recording, aha, tu se še snima.